Spoštovani, lepo pozdravljeni. Na današnjem ciklu Filozofija med knjigami gostimo Karolino Babič, doktorico filozofije, gonilno silo Centra alternativne in avtonomne produkcije, ki deluje kot platforma za povezovanje sodobnih zadrug in socialnih podjetij, kot inkubator za nove ideje, za socialno ekonomijo. In o tem in še v marsičem se bo z gostjo pogovarjal magister Igor Črne, tako da vam želim lepo doživeti dogodek in uživajte. Vama pa prepuščam sebe. Izvolite. Hvala. Hvala, da si se odzvala našemu vabilu, si prišla, da se dva malo pogovarjala. Jaz bi morda začel z enim takšnim čisto splošnim vprašanjem. Zdaj kot študentka filozofije in tudi potem, ko si opravljala svoj doktorski študij, kje si začutila, pa kje se je potem vzpostavila tekom tvojega študija tista točka, kjer pa si potem prestopila v dejavnosti, s katerimi se ukvarjaš danes? Ker načeloma filozofija kot veda se nekako redko kdo potem je tak res praktično živi tudi, če lahko rečemo temu tako. Ja, dobro večer vsem skupaj. Nekaj nas je tudi pa, ki smo bili sošolci v tistem času na filozofiji. Ja, študij filozofije je v bistvu en super študij, če se preveč ne obremenjuješ s tem, kaj boš potem delal. Mislim, da je za neko akademsko, filozofsko pot zelo malo prostora in denarja in možnosti, ampak kljub temu mene mogoče ni toliko poskrbelo, zato ker sem že preden sem šla na študij, tudi po študij sem šla malo kasneje, nekaj let starejša od ostalih sošolcev. Sem več delala na nekih projektih v praksi in sem že skozi študij šla z neko mislijo, da najverjetneje ne bom se s filozofijo ukvarjala akademsko, ampak pač da bom delala skozi neke aplikacije tega, kar pač spoznavam. Zdaj filozofija je super študij, da lahko delaš potem različne stvari. Tako da meni je ta prehod v neko praktično delo potem po študiju bil na nek način tekoč ali pa celo samovoden. Mogoče me je malo presenetilo to, sem bila prepričana, kar 10 let res predanega študija s filozofija me je pritegnila res na polno. Sem bila prepričana, da zdaj imam tisto v sebi, tisto veščino kritične pismenosti, da bom jaz v praksi, ko bom delala, se res dobro spopadala z vsemi ideološkimi in nekimi družbeno-političnimi okoliščinami, ampak potem v bistvu vidiš, da nikoli nisi dovolj pripravljen na ta spopad. Drugače pa kot študij filozofije, ker me pač več spremljala nekak tematike etike, politične in socialne filozofije, se mi zdi, da nekje je zorela ta misel, da iščem mogoče kakšne druge načine ekonomsko-družbenega organiziranja ali pa nekih modelov, kjer bi lahko uveljavljali ali pa poskusili uveljaviti ene druge vrednote, pač znotraj sistema, v katerem živimo. Se pravi, ne govorimo zares o alternativi, tu imaš eno knjigo zraven za družništvo kot alternativa, mislim, da to bomo slovenski prevod uporabiti ta koncept v primarnem ni. Ampak vseeno, ne gre za alternativo v tem pravem pomenu besede, da bi si domišljali, da je zadružništvo zunaj kapitalističnega gospodarsko-družbenega modela, je znotraj, ampak ves verjamem, da ima v sebi ene nastavke, ki pomagajo to neko transformativno moč, se pravi, kljub temu, da gre za oblikovanje nekih podjetij ali pa nekih organizacij ljudi znotraj tržnega gospodarstva in kapitalističnih nekih vrednot, da kljub temu gre za modele, ki imajo pač velik potencial, da družbo tudi transformirajo, so spreminjajo v neke nove modele. Tako da filozofija je bilo super izhodišče, premišljanje o etiki, o politični filozofiji, tudi neki zametki, ne vem, filozofije, ekonomije, s katero se srečaš in to, da potem nekako po doktorskem študiju in po v bistvu zelo dobro se upadlo. V tistem letu 2011 je Maribor že začel z aktivnostmi za Evropsko prestolnico kulture.
tudi jaz sama moram priznati, da sem imela dosti zadržkov, ko se je projekt pripravljal, tako smo se vsi malo naučevali iz tega, kako stvari nastajajo, ampak potem me je Marta Gregorčič v bistvu prepričala z programom Urbanih braz, da poiščemo nek način, na kak način začeti ene socialno-ekološke vsebine znotraj Evropske prestolnice kulture in kak model narediti, ali pa kakve oblike, da bo to vzdržalo po EPK-ju. In to je bil tisti neki izziv potem za mene, da sem jaz tako rekla, Marta, mi moramo delati zadruge in smo se hitro našli. In je bila dobra priložnost. Jaz sem bila pripravljena na tak primitni resni projekt, ona je izborila nek denar znotraj Evropske prestolnice kulture in potem smo v letu 2012 začeli te vsebine in tudi nastavili neke zametke tega, da smo lahko potem socialno ekonomijo razvijali Mariboru naprej in se tudi povezovali z drugimi v Sloveniji. Žal se zdaj na dolgi rok 10 let kasneje, ravno tu smo imeli mesec slab nazaj na dogodek od 10. obletnice EPK-ja, pa sem mogla povedati na glas, da pač žal ni to postalo, kot smo si želeli, čeprav smo veliko v teh 10 letih podprli 50-60 socialnih podjetij zadrug, da so se razvile, ampak CAP kot nek skupni okvir, Center alternativne avtonomne produkcije, se ni obdržal na ta način kot nek inkubator, ki bi generiral. Obdržala se v bistvu skupina ljudi, ki še zmeraj skozi novo društvo nekako podpiramo, razvijamo te vsebine, ne pa za tem zanosom, kot mogoče 10 let nazaj ali pa 5 let nazaj, recimo, ko smo odkali vzpostavili to. Tako da pot je bila nekako zdi se tekoča, ampak z dosti dvomi. In tudi s tem, da zdaj, ko nazaj pogledam, vidim, da pač to, kar sem rekla, dovolj opremljenosti, neke kritične pismenosti, v bistvu nimamo nikoli, ko se srečamo z ideološkimi pritiski razpisnih pogojev, podeljevanja denarja z močnimi evropskimi politikami, ki so zaznamovane z drugimi težnjami, ne z takimi, kot smo si pač predstavljali. Ja, no, dvom je v filozofiji kar močno orodje. Ampak če stopimo malo nazaj, pa morda še omeniva to knjigo, Zadružništvo kot alternativa. Knjiga je v bistvu zelo zanimiva, ker na nek način prične z tisto veliko krizo 2008 in mislim, da v knjigi poimenuje tudi kot mati vseh kriz in potem po poglavjih preide na zadružništvo in potem na koncu tudi na nek način to krizo, ki je nastopila, poimenuje tudi kot mati vseh opozoril ali nekaj v tem smislu, ampak nekaj drugega me zanima. Če bi morda malo obrazložila te pojme, ki se pojavljajo v tem naboru besed, se pravi, imamo zadružništvo in potem en kup enih terminov, kjer je pa nosilna beseda recimo socialno. Imamo socialno podjetništvo, socialna in solidarnostna ekonomija in ključno s tem tudi zadružništvo. Na kak način so te pojmi povezani, na kak način funkcionirajo, pa tudi na kak način funkcionirajo, ker sama si rekla, da so to sistemi, ki funkcionirajo znotraj, se pravi, kapitalističnega sistema na nek način. Na kak način je to povezano in na kak način, ker gre tudi za neko spremembo družbene klime, na kak način recimo lahko to deluje v kapitalizmu, se pravi malo, da bi mogoče obrazložila same te pojme, in pa potem na kak način delujejo v sistemu, v katerem živimo. Verjetno bi različni recimo raziskovalci teh področij bi malo različno te pojme definirali, ampak v grobem lahko najdemo nek skupni pregled. Recimo, da rečemo, da je najširši koncept solidarnostne in socialne ekonomije, socialne in solidarnostne ekonomije je tak širok pojem, ki bi ga lahko pripisali in neki zgodovini zadnjih 200 let, recimo nekega pojavljanja enih družbenih praks, ki so se razvijale vzporedno kot odziv na težke recimo pogoje v času industrializacije zgodnega kapitalizma, ali pa kasneje na neke druge situacije, neke pritiske, ki jih kapitalizem povzroča. Se pravi, gre za oblike družbeno-gospodarskega povezovanja ljudi, ki so reakcija na tiste pritiske, predvsem na delovno silo, na pravice, na kakovost življenja. In ta širok pojem, v bistvu ti pojmi niso po naključju predmet nekih razpredanj, ampak je v njih pravzaprav ves ta boj konceptov, ali gre za neke
resnejše družbene organiziranosti, ki imajo ta transformativni značaj, ali gre zgolj za neke mini prilagoditve znotraj sistema kapitalizma. To se je recimo zgodilo v Evropski uniji in najlepše pokažemo to ravno skozi te pojme. Če rečemo en širok koncept socialnih in solidarnostnih ekonomij, znotraj katerih imamo recimo zadružništvo, ki je staro 200 let, 250 z nekimi zametki. V Sloveniji imamo zdaj 150-letnico, letos od prve zadruge. Se pravi, res ena tradicija tega, ki je zelo dolga in zadruge v grobem pomenijo organiziranost ljudi, ki imajo neke skupne interese, za razliko od kapitalskih družb, ki so pa organizirano združenost kapitala za namenom plemenitenja tega kapitala. Se pravi, skupine ljudi, združenja ljudi, ki imajo nek interes, nek cilj, in razlika zadružništva od klasičnega kapitalističnega recimo gospodarstva ravno to. Ne gre za zadruge za povezovanje kapitala z namenom rasti kapitala, ampak gre za povezovanje ljudi z namenom zadovoljevanja potreb teh ljudi, kar je pač njihov skupni interes. In imamo pač dolgo zgodovino tega. Znotraj potem teh socialnih solidarnostnih ekonomij lahko prepoznavamo tudi neke skupnostne organiziranosti. Lahko so to recimo časovne banke, kjer se ljudje povežejo, da izmenjujejo neke svoje, dajo svoj čas v zameno za čas drugih, recimo. Lahko je medklic tukaj samo, ker to smo samo zadnjič pogovarjali. Mogoče, ne vem, ni toliko poznan ta koncept, če bi lahko, ker sem mi sama povedala, da so tudi bili v bistvu, kaj časovna banka pomeni, pa da so bili v bistvu tudi pri nas poskusi. So bili poskusi, konkretno pri Zofijnih ljubimcih, pa tudi tak, se spomnim nekih iniciativ, ki smo se srečali. Se pravi, gre za koncept, ki temelji na pač časovnem ovrednotenju dejavnosti človeka, neodvisno to, za kako dejavnost gre. Se pravi, če jaz znam ne vem, napisati neko besedilo, nekdo drug zna nekaj zašiti, nekdo tretji nekaj zazidati, vsak da svojo uro dela v to časovno banko in dobi drugo uro. Se pravi, se ne vrednoti ura enega dela više kot drugega in gre za neke vrste izmenjavo. To, kar mi pravzaprav neformalno itak počnemo na nek način življenja, ampak gre za organizirano izmenjavo časa ljudi. Tudi znotraj prijateljskih krogov. Tudi znotraj, mi dejansko, jaz mislim, da to na nek način malo vsaj počnemo ljudje. To je pač način, kako preživimo, da se pa to tudi malo bolj organizirati in to bi bila ena taka recimo tudi solidarnostna oblika neke solidarnostne ekonomije. Ali pa recimo te borze znanja, ki se organizirajo, recimo, ki se ljudje učijo drug drugega, ali pa neke vaške principi, recimo skrbi, ali pa to, kar smo poznali v preteklosti več tega skupnega, ne vem, skupaj graditev, pa tak stvari. Potem tudi lokalne valute, ki se vzpostavljajo marsikje. To so take reakcije, ki lahko rečemo, ker bi so solidarnostne ekonomije, kar jim je skupno, je to, da gre za pač solidarnost kot koncept, ki ga v temelju razumem kot delitev tveganj in pa delitev dobrobiti. Karkoli pač počneš kot neka skupina, če je princip solidarnosti, potem si deliš tveganja in deliš si dobrobiti. In to je tak res širok koncept, ki lahko rečemo, da bi rekla v tem najširšem smislu, in pa tako se je razvijalo recimo v Južni Ameriki, so to neke organiziranosti, ki imajo zelo močan taki transformativni značaj. Lahko rečemo, da tam govorimo o temu, kar je na meji tega, da je to alternativa, ali pa vsaj zametek alternative nekim kapitalističnim principom organiziranosti gospodarstva. Potem, ko se pa krčimo znotraj tega, in zadruge so del tega širšega koncepta, ko se pa krčimo, pa pridemo recimo do najbolj skrčenega pojma, ki pa ga je prevzela Evropska unija v začetku tam po letu 2000, to pa je socialno podjetništvo. Že sam pojem, socialna in solidarnostna ekonomija je ta širši koncept, ki se ne tiče samo nekih tržnih oblik, ampak tudi kakih netržnih, ali pa nemonetarnih, recimo. Medtem ko socialno podjetništvo, to, kar smo pa tudi v Sloveniji prevzeli, imamo zakon o socialnem podjetništvu od leta 2011, je pa en zelo skrčen, zelo zložen pojem teh socialnih in solidarnostnih ekonomij, v bistvu na bom rekla v teoriji, še mogoče vseeno ima nekaj tega transformativnega značaja, recimo družbenega, ampak je skrčeno na to, da gre za neko podjetništvo, ki ima ene družbene učinke. Mislim, da je to res skrčena oblika. Če dam en primer, recimo, v Sloveniji imamo zakon o socialnem podjetništvu, to pomeni, da nek DOO ali pa tudi društvo ali pa zavod lahko pridobi ta status, postane socialno podjetje. Da pridobi ta status, mora izkazati, da ne deli dobička, to je vredno omejitev, recimo, da mora brez dobiček, ki ga ustvari, vračati nazaj v dejavnost. Potem mora izkazati, da ima neko družbeno noto, nekaj koristnega za družbo dela, nekaj okoljskega, socialnega, ustvarja delovna mesta, nekaj. Tudi ok. Tretja dimenzija, ki je zelo pomembna,
imeti mora demokratično soupravljanje. Zdaj pa mi vemo, DOO, ki ga ustanovi lastnik in se piše kot lastnik in je to kapital, demokratično soupravljanje bo ostalo na papirju. Ali pa zavod, ki ga ustanovljena oseba ima pa, ne vem, 50 uporabnikov. Ne? Demokratično soupravljanje dejansko potem ostane zelo nekje tak v ozadju. In jaz mislim, da ravno ta vidik, da so zadruge te skupine oseb, recimo, ali pa tudi druge oblike organiziranosti, ki so v te vrste, da imajo demokratično soupravljanje kot neki temeljni princip, da je to ključno. In da ko smo mi sprejeli v Evropski uniji in v Sloveniji za zakonom, v bistvu to nek približek socialnih ekonomij kot ta socialna podjetja, ker dejansko so res minimalni standardi nekih družbenih učinkov recimo zahtevani, izpuščamo pa zelo to, da je treba zagotoviti ekonomsko demokracijo, se pravi to soupravljanje podjetij s strani, ne samo zaposlenih, to so strani uporabnikov, se pravi, ali pa širše skupnosti, da mogoče smo tako krčli. Tako da če zdaj vse te kompleksne pojme pogledamo socialne in solidarnostne ekonomije kot en širok pojem, ki nas spremlja že 200 let, 250 let, ki ima en močan naboj, recimo taki alternativni. In potem se pa znotraj tega zadruge še najbolj kot res model tega nekega demokratičnega povezovanja ljudi. In se potem to skrči v Evropski uniji in v Sloveniji, konkretno v zakonu na socialno podjetništvo, ki pa je pravzaprav neko podjetništvo z malo nekim družbenim učinkom, je to škoda. Se pravi, smo tisti pravi naboj teh organizacij recimo izgubili. Ampak da ne bo se slišalo toliko negativno, tako na nivoju Evropske unije kot na nivoju slovenskega zakona, smo v zadnjih par letih malo zasuka nazaj naredili, kar pomeni, da v slovenski zakon se je 2018 vnesla ena sprememba, ki uvede tudi pojem socialnih ekonomij, kot neki širši. Pa Evropska unija je zadnji dokument, taki usmerjevalnik, ki ga je sprejela, ni več social entrepreneurship, socialno podjetništvo, ampak je social economy action plan, se pravi, so šli malo nazaj na ta širši pojem. Tako da mislim, da to, kar se je zgodilo, ti pojmi niso dovolj naključje, ko je, mi imamo zgodovino nekega boja drugačnih gospodarskih praks, 200 let, 250 let ob hkrati s tem razvojem kapitalizma, ampak ta poskus v Evropski uniji, da se ta boj nekako pospravi pod okrilje pravzaprav čist neke podjetniške sodobne logike in se zapakira socialno podjetništvo, je pač krutno, je dosti povzročil škode, ampak kljub temu mislim, da še zmeraj pač prihajajo ven ti predani, recimo, modeli, se pravi, tudi Slovenija je zanimivo, najbolj je bila ta gonilna sila v zadnjih 10 letih so bile zadruge, to, kar je najbolj nastajalo, so se nekako najbolj razvijali, ker smo mi tudi največ z njimi delali, kljub temu, da je socialno podjetništvo tako malo poskušalo kot nek zožen pojem, nekaj sprejeti. Seveda to zdaj dosti nekih teh pojmov, ampak ni naključeno in pomembni so, ker znotraj tega se vidi, da javne politike pogosto pač vzamejo tisti všečni del in socialno podjetništvo je nek všečni del, čist pravzaprav, lahko rečemo, dost nekega mainstreama gospodarskega, recimo kapitalističnega, medtem kot tisto, kar bi bila neka resnejša alternativa, se težko uveljavi, je treba se kar boriti. In tudi to, kar sem omenjala, mi smo bili prepričani, jaz sem bila zase prepričana, da imam dosti kritične pismenosti, da bomo vedno na preži teh konceptov in da se bomo borili za te prave oblike socialne ekonomije in solidarnostne ekonomije, je to zelo težko. Ko smo prvo leto, pognali 7-8 zadrug socialnih podjetij, ko smo pa čakali, kje bo kakšna sredstva razpisi, da se prijavimo na razpise, pa bo pride razpis za socialno podjetništvo, pa hoče, da zmeriš neki družbeni učinek, pa nikoga ne zanima, imaš sploh ekonomsko demokracijo vzpostavljeno. In potem skozi leta dela in tistega, ko si noter in ko več čas iščeš priložnosti, da to razvijaš, začneš dati praktičnim rešitvam prednost. In se pohitro včasih zaveš, par let mine, da smo dejansko mi sami, ki delamo na terenu, pripustili pod temi pritiski nekih razpisnih dokumentacij in tega. Ena stvar je, ki pri tem zelo recimo bode v oči, kadar govorimo o pojmih kot je podjetništvo, kapitalizem, ekonomija,
načeloma slej ko prej pridemo do ene stvari, o kateri vsi govorijo na tak ali drugačen način, to je dobiček. Zdaj, v kakšnem razmerju ste recimo, vem, v kakšnem razmerju je dobiček pri klasičnem podjetju, ki ga ustanoviš v bistvu z neko željo potem, da bo dobiček čim večji. Kako pa to poteka recimo v zadružništvu? Ker nek čist praktično gledano, nek dobiček se mora ustvariti, ampak a so tu morda izhodišča že v osnovi drugačna, zakaj se nekaj ustanovi v enem klasičnem podjetju, ali pa zakaj nek podjetnik ustanovi eno podjetje, ali pa na drugi strani mogoče kak drug moment, malo bolj morda tudi etično naravnan, pa solidarnostno. Ja, mislim, dobiček je tak pojem, ki na prvo žogo se hitro obregnemo, sploh tisti, ki se želimo tu malo neko alternativo postaviti. Zdaj, s samim dobičkom ni nič narobe, dobiček je tisto, kar ostane, ko vse plačaš vse stroške in vse pokriješ in konec leta ostane. In to je pač za razvoj ali neke organizacije ali nekega podjetja je pač fajn ustvariti nek dobiček, fajn, skoraj da nujno, da lahko razvijaš. Zdaj, tisto vprašanje pa je, na kak način se dobiček deli. Prvič, kdo o tem odloča, drugič, kateri pogoji omejujejo, na kak način se deli. Zdaj za socialno ekonomijo nasploh globalno gledano, v različnih državah so različna pravila igre v smislu zakonov, pa tudi v smislu nekih globalnih organizacij, v katere se neke krovne organizacije združujejo za druge socialne podjetja ali pa druge organizacije iz tega polja, ki so različne pač omejitve. Zdaj, na primer v Sloveniji so pravila za zadružništvo v Sloveniji za svojim zakonom, določeno zakon o zadrugah, in določa, da se dobiček, ki preostane, lahko deli, lahko pa ne, da se lahko deli. Če se deli, se pravila delitve določa, da se deli med vse člane v skladu z obsegom njihovega poslovanja. Se pravi, predstavljamo si, zadruga Soglasnik v Ljubljani povezuje prevajalce in tolmače iz leta 2014, oni skozi zadrugo pač svoje kot SP svoje storitve tolmačenja prevajanja ponujajo in konec leta, če ustvarijo dobiček, če se odločijo, da ga bodo delili, lahko se ne odločijo, da ga dajo nazaj v javnost, če se odločijo, ga morajo deliti pač med vse člane v skladu s tem, kako so sprejeli oni svoja pravila, da bodo ali enakomerno ali pa recimo po obsegu poslovanja. Nikakor pa ne obstaja, ker pri zadrugi ni tretjega lastnika. Člani zadruge so edini lastniki in upravljavci, to je skupina oseb in ni tretje osebe več. Ni nekega lastnika investitora, ki bi lahko dobiček vzel. Se pravi, je ta delitev dobička že pač določena s tem. Pomoč socialna podjetja, recimo po zakonu slovenskem, se nič dobička ne sme razdeliti med ustanovitelje. Podobno kot društva. Vemo, da društva v Sloveniji po zakonu o društvih, če kakršenkoli presežek nastaja, mora iti nazaj na dejavnost. Če se društvo zapre, če se likvidira, lahko gre preostala sredstva samo na občino ali pa na sorodno društvo. Se pravi, podobno je socialnih podjetij. To, kar nastaja v socialnih podjetjih, pa v določenem obsegu tudi v zadružništvu, pa mislim, da je zelo pomembna tema, je commons, se pravi skupnostna lastnina. To je tretja oblika lastnine, mi se večji del pač zavedamo lastnine samo kot privatne in javne, kot državne ali občinske redakne, medtem ko ta tretja oblika lastnine commons, kot skupnina prevajajo, na kateri prevajalci zdaj, zelo pomembna, zato ker pravzaprav gre za obliko lastnine, ki nekako uhaja, v zakonodaji, ne vem, še nisem zasledila, da bi kje bila omenjena s tem pojmom, se pa implicitno nahaja, ko rečemo, mi zdaj tu skupaj imamo eno društvo in naše društvo je ustvarilo neka sredstva in se odločimo, da ga zapremo in ne smemo si razdeliti tega, kar je ostalo. Če je tu noter karkoli, če se imamo en računalnik načeloma, se moramo odločiti, ali bo po našem zapiranju društva šlo to kot drugemu društvu, ali pa bo občina to dobila. Se pravi, to je nekaj, kar nenehno prehaja, lahko med generacijami, lahko in ostaja v skupnosti, za namene skupnosti. In to je pač posebna oblika lastnine in pri zadrugah je to zelo pomemben element. V Sloveniji tega ne poznamo, ker nimamo takih skladov, ampak če pogledamo Italijane, pa njihove zadruge, oni imajo sklade za razvoj zadružništva. In zadruge oblikujejo neko nedeljivo premoženje. To je premoženje, ki ga nikoli ne moš razdeliti med člane in se prenaša medgeneracijsko, pravzaprav ostaja kot neka kolektivna dediščina. In deli teh sredstev prehajajo v sklade in se namenjajo samo za ustanavljanje novih zadrug. Pravi, samo za kot tipe zadrug, kot spet skupine ljudi,
ki razvijajo neko dejavnost, stanovanjska zadruga, socialna zadruga, kulturna zadruga, karkoli je, in ne nastaja kapital, ki se plemeniti. Tudi če ostaja v skupnosti, ne more si ga deliti. In to je ključni vidik, zakaj na dolgi rok, recimo tudi v zelo tem materialnem smislu, kot oblika lastnine, so te vrste organizacij zanimive. Ker pravzaprav ustvarjajo neko premoženje, ki je commons, ki je skupnostno, ki popolnoma zapušča teren tega, kar je vpisano v zasebno lastnino ali pa v lastnino države kot take ali pa občine. Kako to ujeti v zakonodajo, se pravi, tam, kjer se kakšni skladi zadružni ustanovijo, tam se da to lepo regulirati. Brez tega se žal pač se vemo, da marsikako mahinacijo naredi. V Sloveniji izginja, recimo, nedeljivo premoženje zadrug, ki je bilo zelo veliko v 90-ih, zdaj pa kar pač vsako leto, ko je ta AJPES popis zadružništva, tega nedeljivega premoženja manj, da so stare zadruge, še izpred samosvojitve penice krči. Novejše zadruge pa nastajajo v drugih oblikah, ne več toliko kot kmetijske zadruge, ampak pač to na izobraževanju, v kulturi, tako so nekaj prevajalci, arhitekti, se povezujejo različni ustvarjalci. Zadnjič, ko so se pogovarjali, da se vidno je, ko lahko damo tudi primere tega, ker za marsikoga je ta koncept zadružništva, koncept takšnih ekonomij dokaj neka zadeva v oblakih, ki ni tako prijemljiva, mogoče ne poznamo toliko, ampak tudi, ko si rekla, v bistvu, kakšna je razlika v tem, ko je Thatcherjeva v svojih dneh rekla, ni družbe, samo posameznik, v bistvu tukaj gre za nekaj druge. Da si dala nek primer, ali v Italiji ali v Španiji, ko si razlagala, v bistvu, ko je šlo za to, da naj bi ena zadruga, da ste ga prav zelo propadla in je šlo v bistvu, to so mogoče tu treba pogledati, da ni nujno, da je to nekaj malega, da tujini so to v bistvu zadruge s stotinami zaposlenimi in to so ogromne zadeve. Na kak način ta solidarnost, ta neka sočutna nota funkcionira tudi na nivoju različnih zadrug, da v bistvu koliko so dali lastni profit na stran, zato ker so rekli boljše. Ja, pa mogoče je zanimivo, ko si uporabil besedo sočutje, niti mogoče ne bi rekli, da gre za sočutje. Gre za racionalnost, ki pa je tako povezana z solidarnostjo kot vrednoto, da pravzaprav ne rabiš biti sočuten, da boš ravnal na ta način kot zadružnik. Ja, zato ker gre za, recimo primer, ki sem ga dala, sem se spomnil, smo se pogovarjali, ker največji ta sistem zadružni, Mondragon, je cirka 100 zadrug povezanih v en sistem v Španiji in v Baski in oni imajo okrog 100,000 ljudi zaposlenih v teh zadrugah. To so delavci člani, se reče, zato ker so samo zaposleni delavci, so edini člani, edini lastniki in upravljalci teh zadrug. In njihove zadruge so 60 let star sistem, ki je počasi rastel, ima svojo univerzo, svoj socialni sistem, svoj pokojninski sistem, svoj zavarovalni sistem, svoje zdravstvene inštitucije, so skoraj da državica za sebe, no. In zanimivo je, ko je bila recimo kriza 2008, je ena edina njihova zadruga, ki je takrat res šla dolgo, ki ni zdržala. Oni imajo zelo raznolike zadruge, od izobraževalnih pa vrtcev, pa stanovanjskih do nekih zadrug, ki delajo male gospodinjske aparate, pa avtomobilske dele, pa tako. In ena zadruga, ki je šla navzdol in potem oni so medsadružni sistem tako dober, in kar je zelo pomembno v zadrugah, ker odločajo, smo rekli, vsi člani so odločevalci edini. To pomeni, da oni morajo biti zelo izobraženi, zelo usposobljeni. Oni morajo znati brati letne bilance, strateške dokumente, pomagati se ustvarjati. Zdaj morajo razumeti posel, zato ker če bi oni na občnem zboru glasovali, verjetno, da bi šli raje, ne vem, za 3 mesece na morje, kot pa da bi rešili podjetje. Recimo, če ne bi oni bili zelo dobro usposobljeni v smislu branja, bilanc, razumevanja poslov, razumevanja nekega načrtovanja. In recimo ta primer, ko je ena njihova zadruga šla v stečaj, pa je tam bilo nekih 1500-2000 ljudi obviselo v zraku, so znotraj tega zadružnega sistema 80 zadrug vprašali delavce zaposlene, a jih pustimo, a jih razporedimo po ostalih, pa bodo pač vsi delali malo manj, pa imeli malo manjšo plačo in so pač z veliko večino se odločili, da vse delavce prerazporedijo. Se pravi, zato ker oni razumejo, in to je ta solidarnost, ki je v bistvu racionalnost, razumejo to, da v bistvu ta mehanizem njih drži
navadni, vse njih v prihodnosti. In to je ta v bistvu racionalnost, ki jaz mislim, da nima opraviti z sočutjem, ampak ima opraviti z tem, da če ti razmišljaš, če si ti želiš varnost, pa si v nekem sistemu, kjer je v bistvu solidarnost pogoj, za to, da to varnost postavljaš, potem boš tudi za onega iz one druge zadruge glasoval enako. In to je, mislim, da je to, kar mi drži nad ljudi na take sisteme zadružne. Koliko se da to na manjše nivoje prenaša v zadrugah, je največji izziv ravno. Mi smo dosti v teh letih pomagali zadrugam, pa pridejo 3 ljudje, pa 5 ljudi, pa reče, mi bi začeli zadrugo, pa so zelo različne zadruge, gledajo, da so neki ustvarjalci ali pa prevajalci ali pa arhitekti, ali pa recimo, da so tukaj Zavrh, vodovodno zadrugo, ker so imeli svoje zajetje, pa niso mogli upravljati, pa so mogli zadrugo ustanoviti. Tako zelo različne zadruge. In največji strah, ki ga ljudje izrazijo, je ta, kako se pa članov nekdo, pa boš pil preverber, pa bo vse se bo šlo, vse uničilo. Se pravi, to zaupanje. In dejansko sploh ni drugega mehanizma, kot je to, da se ljudi čim bolj usposablja v tem, da razumejo strukturo, da razumejo, kaj pomeni, če ti skupaj nekaj načrtuješ, da je za vse dobro, da razumeš, kaj je skupni interes in da ne gre toliko z to, si ti prijatelj ali si ti sočutni. Ampak da imaš tako dobro identificiran ta svoj skupni interes, da dejansko, če boš imel vse prave informacije in dovolj podatkov, če boš usposobljen v tem, da razumeš načrte, da prispevaš pri nekih poslovnih načrtih, boš izbiral te odločitve, ki bodo dobre za vse. V bistvu na nek način zelo močen segment zadružništva je v bistvu izobraževanje lastnega kadra. Ja. Koliko pa v bistvu je to, ker na eno zadružništvu se, ne vem, zdaj mi tukaj pogovarjamo, ampak če stopimo malo nazaj, pa pogledamo malo širše, recimo na nek nivo splošnega, šolskega izobraževanja, ne vem, imamo učbenike v srednjih šolah, končno zdaj tudi v osnovnih šolah, pa kasneje na faksu, ki govori, ne vem, ekonomija v Sloveniji, gospodarstvo v Sloveniji, ko imaš potem v srednji šoli, ne vem, geografija, ki je to, na 4-5 straneh, kako poteka ekonomija, gospodarstvo v Sloveniji po osamosvojitvi in tako dalje. Je tudi, se že kaj tukaj dela na tem, ali pa se omenja kaj v kakšnih kurikulih, tudi ta način gospodarstva, ki je eden izmed načinov, ali je to še zmeraj tak z enim, sploh z enim stavkom omenjeno, ja, obstaja pa tudi, ne vem, zadružništvo, pika. Malo smo ravno v zadnjih letih nekaj z ZAP-om, nekaj drugih priložnosti naredili prav pregleda, pa male raziskave tega področja, koliko je v izobraževanje umeščena socialna ekonomija, ekonomska demokracija, zadružništvo. Smo prav iskali te pojme v učnih načrtih, konkretno v nekih izvedbah. Zdaj nekaj stvari smo našli, seveda tega zelo malo. Že če pogledamo recimo znotraj Slovenije v obsegu nekega gospodarstva, se socialna ekonomija, če vključimo vse tudi nevladne organizacije, socialna podjetja, ta invalidska podjetja, vse pridemo tam, mislim, da pod 3%. Zadruge kot socialna podjetja sama so pod 1%. Se pravi, da že to je itak nišna obseg. Zdaj moramo vedeti, da manj, mislim, da je interesa znotraj nekih vključenih sistemov. Ampak recimo nekaj smo našli, recimo, mislim, da je ekonomsko demokracijo celo omenjeno v nekih osnovnošolskih, nekaj smo celo našli. Drugače pa zadružništvo je omenjeno samo v teh srednjih kmetijskih, se pravi zaradi kmetijskega zadružništva. Na fakultetah smo našli cirka 10 recimo predmetov znotraj nekih učnih, znotraj nekih študijskih programov, ki se tiče socialnega podjetništva. Jaz sama tudi učim na zasebni fakulteti na Dobi 2 predmeta z področja socialne ekonomije in tako individualno recimo smo našli na fakulteti za socialno delo, na FDV-ju, v Kopru, mislim tako nekaj predmetov, po en predmet recimo na 10 takih študijskih programih na fakultetah, drugače pa v srednjih šolah recimo, kar je, da bi bilo v učnih programih pravzaprav ni, socialno podjetništvo skoraj da niti omenjeno ne najdeš, recimo zadružništvo in tako najrazen na srednjih kmetijskih. Kar smo našli, zanimivo, sodelovali smo z Ptujsko ekonomsko srednjo šolo, ki delajo ta
v bistvu učna podjetja, to je tak sistem znotraj Evrope, kjer se pač dijaki, ko se učijo na ekonomski šoli ustanovljati, mislim, ko se učijo podjetništva, se učijo tudi ustanoviti podjetje in ga v tem nekem fiktivni mreži učnih podjetij v Evropi si med sabo tudi čisto dejansko nekaj prodajajo, imajo tako igro in tako monopoli, ne. In potem smo s to optovsko šolo nekaj sodelovali, so ustanovili zadrugo. Prvič so rekli, še nikoli ne, vedno izpije pa DOO-je, ne. In so bili navdušeni in potem smo navdušili še v Slovenski Bistrici in tako in zdaj nekaj teh šol, recimo srednjih, začelo kot učni, ne, neko metodo, recimo, ne, uporabljati tudi zadružništvo. Na ta način se malo po malo, recimo, kje umešča. Nekaj bilo priložnosti, tudi Andrej Adam, filozof, kolega nas je povabil, kjer on uči, da smo predstavljali dijakom, recimo, zadružništvo. Tak, zelo pomalo po nekih projektih, da kakšna gimnazija povabi koga, da nam predstavljamo, kakšne delavnice se to umešča. Je to pač zelo težko, ne, ker pač otroci so prežeti z pač tem pojmom, pravzaprav ideologijo, ne, ker kaj je ključno vprašanje? Namen ustanavljanja podjetij, ne, ko se začne z dobičkom, ne. Če pogledaš zakon o gospodarskih družbah, zakaj se ustanovi podjetje, tak sploh ni pojem v zakonu, samo te družbe gospodarske, ne. Samostojni podjetnik kot fizična oseba je podjetnik, omenjen, drugače pa ni podjetij, ne, so gospodarske družbe in so kapitalske družbe. In imaš namen ustanovitve definiran je ustvarjanje profita. Ne, to je namen ustanovitve gospodarske družbe in to ni samo po zakonu, še bolj zares je to v neki mentaliteti, čeprav vemo, ljudje ustanovijo podjetja, živijo od tega, so lahko zelo povezani z okoljem, ustvarjajo delovna mesta, ne boš rekel, da so zgolj željni dobička, ampak namen ustanovitve je dobiček. In s tem so pač prežeti tudi pač mladi ljudje, ne, v šolah, nimajo predstave in potem rečeš, ja, pa zadrugo bi ustanovili z namenom, da recimo da imamo vsi neka skrbstvena vprašanja, nekateri imajo ostarele starše, nekateri imajo otroke, ko nimajo kam dati ob nevenkih urah, mi želimo ustanoviti neko skrbstveno inštitucijo, zadrugo, ki bo skrbela za namestitve starih, za čuvanje otrok, za čuvanje starejših, kakorkoli je pač potrebno in se mi to odločimo kot skupnost in to ustanovimo z nobenim drugim ciljem, čeprav to podjetje bo zaposlovalo, bo ustvarjalo prihodke, bo tudi dobiček delalo, ker bo vredno funkcionirati. Ampak naš primarni namen je, mi imamo skupni interes, nas je 50, mi vemo, kaj rabimo in samo to nas vodi, ko ustanovljamo. In to je ta primarni namen ustanovitve, ki je popolnoma drugačen, kot pa če rečeš, ustanovljam podjetje, zato da vložim njega nek kapital in iz kapitala naredim več kapitala. Ne. In zdaj, to je ideološko, to je v ljudeh, ne. To je zelo težko v šolskih sistemih. Čeprav interes pa ni tako majhen, recimo pri študentih, tukaj, kjer jaz učim na dobi, je zanimivo, to je čisto zasebna poslovna šola, pa študenti imajo veliko interesa, ko delajo seminarje, diplome, jih zanima to področje, od stanovanjskih zadrug do nekih socialnih zadrug in tako. To je bilo ravno moje naslednje vprašanje, ali pa kakšno mnenje našli o tem, da v bistvu gre tukaj za nek koncept podjetništva, ki je dokaj v nasprotju z neko mainstream držo današnjega časa, kjer se pač gleda zgolj na sebe, na zadovoljitev svojih lastnih potreb, ki jih v bistvu zadovoljuješ ad infinitum, ne? V bistvu nikdar nisi zadovoljen. Konec koncev vse je prežeto s to ideologijo ustvarjanja nekega dobička. Ne vem, v knjigi, ko je naš kolega Tomaž tudi napisal, tudi piše o igranju igric, kjer te vmes filajo z reklamami in v bistvu ti sploh ne veš, ampak naenkrat si kupiš neke stvari, ko si jih drugače sploh ne bi. Ampak kakšen je tukaj ta odnos mladih, ko se ne vem, na kak način jih pripravi do tega, da bi se pričelo razmišljati na drugačen način, se pravi, da se ne bi razmišljalo samo o tem neoliberalnem kapitalističnem kalupu, kjer v bistvu ti delaš samo zase, zdaj pa drugi so pa zgolj en tak prilike po domače, če rečemo, da pač so zraven, ni pa primarno ta neko skupnostna drža. Mogoče v tem primeru gre za isto vprašanje v zvezi z izobraževanjem v vseh drugih primerih, kjer si mi želimo neke družbene spremembe. Tako da mogoče niti ne bi rekla, da
ker jaz delam na tem področju, si želim čim več ljudi seznaniti s tem, kakve so te drugačne oblike gospodarskih ali pa gospodarske družbene organiziranosti. Moče ne gre toliko, da bi mogli delati več tega brainwashinga, ampak predvsem ta element nekega kritičnega mišljenja v šolah ali pa še širše tega koncepta veščine kritične pismenosti, da ljudje razumejo kontekste in pojme, s katerimi so nagovarjani, vrednote, ki se jim nekaj plasirajo, da razumejo slike, ki jih vidijo, se pravi, predvsem te vrste pač učenja take veščine, da prepoznajo in da potem skozi to je vsaj možno, da pač so ljudje pač splošno, da smo opolnomočeni, da sploh lahko vidimo, kakve odločitve sprejemamo oziroma pri kakih sistemih sodelujemo. Tako da mogoče ne toliko, več teh vsebin, zato da se vidi, da obstajajo drugačne oblike, več teh vsebin v šolah, zato da se prikaže kot neka opcija, ampak drugače pa ni toliko vprašanje to, kot pa tisto splošno vprašanje v izobraževanju, pač kako povečati, kako opolnomočiti pač ljudi, da bodo preprosto razumeli kontekste, znotraj katerih prejemajo informacije, presojajo, se odločajo, ker jaz vseeno pač, mislim, mogoče ne samo zato, ker sem filozofinja, ampak tudi iz neke prakse svoje zgrajam, da smo ljudje pač toliko racionalna bitja, da če smo okrepljeni z nekimi veščinami, da sprejemamo odločitve, ki so boljše od te, da si jaz mislim, da jaz bom eden od tistih milijon, ki bo tam z Bitcoinom nekaj profitiral, pa potem stavil na ta sistem. Mislim, lahko se odločimo bolj racionalno, tudi vidimo v primerih zdravstva in tako. Kako mi zares ne razumemo, kaj je solidarnost. Jaz verjamem, da je solidarnost odločitev za solidarnost racionalna odločitev. Pač, če jaz sem egoistična, lahko tudi pride do te odločitve. Ni nujno, da je sočutja. Ali pa recimo pogledamo primer slovenske vzajemne družbe. 850 tisoč članov, največja članska organizacija v Sloveniji je Vzajemna, tale, ko imamo dodatno zavarovanje. In mi vsi smo člani, to je članska organizacija kot zadruga ali pa kot društvo, vsi smo člani, vsi imamo glasovalno pravico, en član, en glas. Ampak, ko dobimo mi domov za listič za glasovanje, ko izbiramo tiste svoje lokalne predstavnike na vzajemni tortil, vržemo v koš, to sploh ne odpremo. Mi smo opolnomočeni, da se skupaj odločamo o naši največji zavarovalni družbi. En član, en glas imamo, se pravi demokratično, pa sploh niti tega ne vemo, niti ko dobimo ta listič, če vemo, pa jaz vržem v koš, pa se delam na tem področju, pa to zagovarjam, pa se vržem to v koš. Sploh tudi gledam, kdo so te osebe, koga najbolj, zakaj so oni predlagani in obupam in vržem v koš. In to je neverjetno, to je tisto, kar si mi moramo želeti. Mi si moramo strastno želeti se odločati pri Vzajemni, ker to je to, mislim, ker imamo pač možnost, ta struktura. Ampak v bistvu soupravljanje pa demokracija v teh malih strukturah, kot so mala društva, je zelo zahtevna. Pri zadrugah je to eno najtežjih stvari, držati člane skupaj, Martina je tu, mislim, to smo dali te zgodb skozi. Kako je to težko? To je res zahtevno. Spostaviti zaupanje, komuniciranje, res izobraževanje članov in to. Potem, ko to raste, ko so strukture velike, kot je Vzajemna družba z nekaj po svetu ogromno vzajemnih družb, zavarovalnice, banke, tu noter v tej knjigi je primer iz Quebeca, iz Kanade, ogromna banka. 100,000 komitentov so člani banke in so edini upravljavci banke. Zdaj, kako zagotoviti, da bo to skozi neko demokratično soupravljanje delovalo, je pač vedno rečejo v teh velikih zadrugah, rečejo izobraževanje in usposabljanje članov. Oni to terajo in dosegajo rezultate, recimo ena francoska zadruga, ki smo enkrat obiskali, delovska zadruga, 700 članov, 700 zaposlenih in oni imajo letni občni zbor in imajo udeležbo, ki je seveda prostovoljna, 95%. 95% ljudi gre na občni zbor, predtem imajo več mesecev neke delavnice, kjer delajo, pregledujejo stvari, odločajo. To je visoka udeležba, to tako udeležbo imeti med člani je neverjetno. Ampak, mislim, vprašanje je, kako to, da tam se jih udeleži 95%, recimo pri nas pa, če karikiram, zbor etažnih lastnikov pride en, ampak vsi se pa pritožujejo, da ni nekaj v redu. Je mentaliteta
ali pa ne vem, je nek zgodovinski ta moment toliko bolj močan, da se je že toliko časa razvijalo, da je to v nekem zavedanju, da kot posameznik moraš aktivno. Ker zdaj, ko se pogovarjamo o vsem tem, vidimo, da pridemo do tega, da ja, zadruga je to ena stvar, ampak na koncu, ko grebeš, potem vidiš, da gre za v bistvu eno prepletenost vseh teh različnih segmentov družbe, kjer pa v osnovi gre za držo posameznika. Zdaj tu, mislim, Majo je tam to zavedanje, da posameznik sodeluje, da posameznik ima moč vplivanja, toliko močnejša, ker so to, ne vem, se je dalj časa razvijalo, je to zavedanje posledica, ne vem, nekega izobraževalnega sistema, neke osebnostne drže, kje bi to lahko potegnil neke sporednice ali razlike? En del je neka zgodovinska izkušnja, recimo nekega okolja. Slovenija spada med tradicionalno zgodovinsko gledano močne zadružne tradicije. Mi smo imeli v Sloveniji, se pravi, da imamo 150-letnico, letos v Ljutomeru, ko smo imeli praznovanje, pač prve zadruge. Imamo močno tradicijo, seveda do druge vojne so to bile zadruge tega tipa, kot zdaj govorimo, po vojni so bile prepletene s tem družbenim gospodarstvom, nekim konceptom, malo drugačne, ampak so tudi kot zadruge in zdaj pač spet imamo te sodobne zadruge. Lahko se recimo zgubi zaupanje, pri nas v veliki meri je, kot v vseh državah, ki so imele prej ta socialistični družbeno-politični sistem, ki je nek slab prizvok, recimo da na zadruge. Značilno za te družbe je, da smo malo zgubili zaupanje v to, pa da smo potem mogoče v nekih teh elementih individualizma in to z velikimi močmi gledali na zahod in smo pretirano stopili v nek individualizem, ker zanimivo je, da zadruge so ostale in so močno razvite skozi 100, 150, 200 let v Italiji, Franciji, Španiji. Zanimivo tudi v Angliji, ki sploh nima nobenega zakona o zadrugah, ampak so močno, imajo neke čist posebne zadruge, ki so močno razvite. Se pravi, so to tradicijo bolj tekoče obdržali in so manj obremenjeni za neko polpreteklo zgodovino, tako kot smo mi. To je en element, ki vpliva. Mogoče bolj pomembno je pa to, da se premalo zavedamo, da tu ne gre za neko danost, naravno, da se bomo pa ljudje kar zaupali, pa bomo imeli zadruge, ampak da gre za kulturo, zadružno kulturo, ki se razvija sistemsko, kot rečemo, da kultiviramo rastline, tudi to, vsaka organizacija, ki se odloči, da bo zadruga, mora imeti pač to neko stalno, ampak res stalno motiviranje, povezovanje članov, izobraževanje, ker v trenutku, tako kot v vseh drugih elementih, ne vem, demokracijo vzdržati pri življenju, vse vemo, malo zaspiš, pa ti pride, vemo, kaj se dogaja po svetu, demokracije naenkrat se čisto zatemnijo in prilezejo neki avtokrati in to se pač zgodi nenadoma, ljudje popustimo, preprosto mogoče se razlezemo, razkomotimo in to je isto, se pravi ta, če rečemo, neka definicija svobode, da svoboda je napor, če jo želiš prakticirati, moraš več čas in ti vzema neko količino energije in če daš ljudem to neko svobodo soupravljanja, recimo ta element, je to pač nek napor. In če tega ne vzdržuješ, bo tudi zadruge, recimo, marsikje po svetu se zgodi, da zadruga postane kot neko navadno podjetje. Preprosto ljudje ugasnejo v tistem svojem soupravljanju, soustvarjanju. Zato je pač ta konstantno vlaganje v to, da se ljudi spodbuja in da se jih krepi v teh veščinah soodločanja in tega pa še smeš nikoli preneha delati. Ampak to je res značilno in za zadruge in za društva, če želimo, da so aktivna za vse to vrstne organizacije, pa tudi za demokracijo na tem najbolj splošnem političnem nivoju, isti elementi se prepoznajo. Spravi neka kritična drža, pa kontinuirano preizpraševanje in izobraževanje. Pa prenesti ta napor, ker pač vemo, imamo omejene količine energije, če se odločamo, zakaj porabljamo. Če pač nam ni do tega, da porabljamo par ur na teden za to, da smo aktivni v čemerkoli, ali pri nekem društvu, ali da gremo voliti na vzajemno, ali politično biti aktivni, ali pri iniciativi mestnih zborov, ali kjerkoli, če nimaš tega, da neke ure temu posvetiš, na koncu pridemo do tako banalnih razlogov, a boš neke ure, neko količino svoje energije, ne vem, če me pač meriš, dal za soupravljanje, soodločenje, za demokracijo, recimo, in tako. Neka družbena pasivnost. Ja.
Kje bi pa ti, mogoče, če se počasi bližamo koncu, pa še nekaj vprašanj, bi ti vseeno zastavil, kje vidiš ti prihodnost, ali pa kakšna je prihodnost zadružništva, socialnih ekonomij, socialnih podjetij v Sloveniji je ena luč na koncu tunela? Ja, zdaj smo v takem, meni se zdi v enem takem prehodnem, v nekem času prehoda, 10 let je zelo dosta entuzijazma. Ti zakon je bil sprejet 2011, nekaj takih iniciativ, ko smo mi tu v Mariboru zaradi EPK-ja, zdaj ste vem, ko smo malo govorili zagona, nekaj je bilo tudi tam na zahodni strani, pa na primorski nekaj. Tako je nekaj iniciativ, prek Murja recimo, nekaj se je razvilo, dosti je veliko na entuzijazmu, na nekih organizacijah, ki smo pa tudi neka društva in smo prijavili evropske razpise in smo pač poskušali. Zdaj ta entuzijazm se je izčrpal, ljudje smo malo rekli, ok, zato da vidimo, če se bo kaj sistemsko prijelo. Na sistemskem nivoju je tako, obstaja nek evropski denar, potem obstaja neka zmeda v Sloveniji v smislu, da je socialno podjetništvo umeščeno na Ministrstvo za gospodarstvo, prej bilo na Ministrstvo za delo, zdaj bi naj bile zadruge na to novo Ministrstvo za solidarno prihodnost, vsaj stanovanjske zadruge, tja umeščene, ampak socialno podjetništvo bi ostalo na Ministrstvo za gospodarstvo. Tak malo nejasno je strateško, kje smo. Tudi nimamo aktivnega tega sveta za socialno ekonomijo, ki bi moral biti, nimamo nobenega strateškega dokumenta na tem področju. Po drugi strani, če pa pogledamo na teren, je nekaj zadrug nastalo v zadnjih 10 letih, tudi socialnih podjetij drugih tipov oblik, recimo nekaj med njimi dobrih, pa tudi nekaj organizacij, društev, zavodov, ki to podpirajo, razvijajo, nekaj se na področju izobraževanja dogaja, tako jaz mislim, da je neki taki novi val tega, da se razvija, zdaj, če bo prišlo do sistemskega razvoja, malo odvisno tudi politik, vemo, da žal, če ni tega puša, če si predstavljamo, da če ti v 5 letih ali pa 7 letih neke finančne perspektive z milijardami podpiraš gospodarstvo, klasično gospodarstvo, se vemo, da se fila v vse te revoze in da ne bi naštevala podjetja, pa fila se v podjetja dosti denarja, potem ga moraš tudi v take organizacije, nevladne organizacije, v socialno podjetje, zadruge, da bo to sploh neka smiselna konkurenca. Tako da, ja, mislim, ne zdi se, nisem za čist črno gledano, čeprav sistemsko stvari ne stojijo dobro, ampak dosti ljudi res se tako predajajo na tem področju in mislim, da stvari nastajajo. Nekaj pa tudi izobraževanje, mislim, da je pomembno, da se v izobraževanje več tega vnese, pa več kritične pismenosti, recimo v vrste med mlade, zato da se sploh lahko odpre te teme. Ker drugače pač ne prebiješ, nekdo reče, zakaj, če se jaz smatram cele dneve, pa delam neko podjetje, bo pač moje, njegov argument bo čist dober, moraš mu kar odpreti nekje, da vsak začne s njim pogovarjati, zelo težko je to. Tako da ja, ne bi zdaj bila res črno gledati od tega, da sistemsko stvari niso optimalne. Nekaj malega si sicer zdaj že sama omenila, ampak mogoče bi še vseeno vprašal, kakšen je odnos oziroma kakšna je relacija država, zadružništvo, država, socialno podjetništvo, je tu čutiti nek moment spodbude, ali je tu bolj ena pasivnost, ali pa mogoče Bog ne daj celo neka negativna nastrojenost? Ja, večji del, jaz mislim, da je bilo v zadnjih, vsaj kar jaz spremljam, dobrih 10 let, je bilo ali ignoranca ali pa politizacija. Se pravi, so bila obdobja, ko je to bila neka promocijska zgodba, politična, kar tudi ni bilo dobro. Takrat je kar z nekimi projekti, tam se financiralo 50 zadrug, da se ustanovijo, ki so skoraj vse ugasnjene, nekaj na hitro, samo zato, da so neki številke. Večji del gre za obdobje, ki se to pač ignorira, predvsem se ne jemlje resno kot nek razvojni potencial nasploh, za razvoj nekih družbenih, za razvoj rešitev, za neke družbene probleme, ki pa jih vsi priznavamo, ne glede na to, z katerega zornega kota, vprašanje staranja, skrbstva, stanovanjskih zadrug, vprašanje trajnostne preskrbe s hrano in tako naprej. Spravi so vsebine, kjer je socialna ekonomija zelo močna, pa se o tem strinjamo, ampak kljub temu država bo rekla malo taka promocijska država. Fajn se sliši običajno, ali pa tako na nivoju Evropske unije, socialno podjetništvo imamo, malo tudi nekaj se fajn sliši, socialno.
ampak ne z nekim resnim, ne, da bi se recimo na to stavilo resno. Zdaj recimo konkretno pri tej vladi ni med nobenimi prioritetami. Pri prejšnji vladi to bilo tam tako ni bilo nič med prioritetami. Predtem Cerarjevi vladi je bilo med prioritetami, ampak se je spolitiziralo in je nastalo nekaj zaradi tega, ker je bilo med prioritetami, ampak se je uporabljalo za neke promocijske kampanje in je bilo premalo konkretno. Tako da tako zelo različno je naslov. Na evropskem nivoju, na nivoju Evropske unije pa socialna ekonomija kot taka dost se nekako uspela umestiti. Zdaj v Sloveniji ne razumem čisto dobro, zato ker v naše strateške dokumente pojma socialna ekonomija nismo uvedli. Nekdo nas vrko na organizaciji, ki je zadolžena za črpanje evropskega denarja, se je odločil, da mi socialna ekonomija pojma ne bomo uporabili, da bomo napisali družbeno gospodarstvo. Zdaj pa sicer nekaj bomo vse tiste milijone, ki so na Evropski uniji beleženi kot socialno ekonomijo črpali, ki smo si mi zdaj zmislili, ne vem, da to naredil. To so te res smešne stvari, ki težko razumeš, no, pa so... Dolga pot torej še pred nami. Zdaj pa, če mogoče za zaključek se vrneva nazaj na najno izhodišče, bi to mogoče še enkrat postavil vprašanje ali pa mogoče se dotaknil tega, kakšna orodja, kakšne tehnike bi ti rekla po vseh teh tvojih izkušnjah, ki jih imaš zdaj v vseh teh letih ukvarjanja s to tematiko, ti je dal pa recimo študij filozofije, ukvarjanje s filozofijo, ukvarjanje z nekim načinom mišljenja, načinom preizpraševanja. Kako bi se ukvarjala s tem, če vseh teh orodij, ki ti jih recimo filozofija dala, boš ne bi imela? Ja, mislim, to, kar sem na začetku rekla, ne? Jaz sem si celo domišljala, da sem ful bolj pripravljena, ne? Zato, ker ne razumeš tega, da ko pride praksa, pa si cele dneve v akciji tam in pride en razpis in v nekem trenutku, ja, filozofija ti da orodje, da razumeš pojme, ki so noter in vidiš cele ideologije, ki so zapisane noter v tem razpisu in potem si rečeš, imamo se vseeno prijaviti za ta denar, ne? Tako da potem rečeš, boljše, da ne bi razumela celega konteksta, ne? Ampak po drugi strani pa je, res je velik plus pa to, mislim, čeprav je en tak težek, vedno znova boj z ljudmi, ker potem privlečeš ven te pojme, pa rečeš, ja, dajmo zdaj pogledati, to ni dobro, da zdaj mi tu zanemarjamo element ekonomske demokracije znotraj socialnih podjetij, pa ne, ker to mene žene ravno ta moja neka predispozicija študija filozofije, razumevanja nekih pojmov in prepleta tega v ozadju, ne, spraševanje o tem, kaj je nekaj po svojem bistvu in ne, kamor greš. In potem, ko apliciraš stvari, včasih je težko za nekom, ki reče, imamo za to neko socialno podjetje, ustanovili smo, drugi mesec ne bomo mogli splačati in zdaj ti pa tvoja ekonomska demokracija, ne, mislim, ni lahko, ne, ampak je pač treba vztrajati na tem, da se to več čas vnaša, ne, ta element, da itak smo, jaz mislim, da premalo vztrajali v Sloveniji, zdaj, ko so se neki pojmi znotraj zakonodaje vzpostavili, še premalo smo vztrajali zaenkrat na tem, da se res dobro premisli vse te koncepte, kaj sporoča, kaj je kontekst uporabe tega, ker to pa lahko, to pomeni da filozofija, pa tistim, ki smo z tega področja, pa tudi drugim, ki recimo imajo neki talent, recimo, ne, filozofija, če tako rečem, razumeti, ne, te koncepte, ki se uporabljajo, ki se vnašajo, ki se znajdejo v javnih politikah, niso nedolžni, ki niso zgolj tako, ne, ki bistveno zaznamujejo potem, kak se denar črpa, katere stvari se spodbujajo, ne, katere stvari pridejo skozi, katere ne. V bistvu niso nepomembne stvari, ne. Tukaj mislim, da je recimo izobrazba, filozofska izobrazba pač velik plus, ne. Ja, hvala. Mislim, da je bil to zelo zanimiv pogovor, ki nam je dal marsikaj, da lahko še razmišljamo. Zdaj, vsekakor, če ima kdo kakšno vprašanje, ste zelo dobrodošli, če bi bilo. Ja. Jaz mogoče imam vprašanje za primerjavo zadružništva med mestom in med pasijo. Se mi zdi, da nekoč je bil ta vaški način življenja, se mi zdi, da kakšna naravna popotnica za razvoj nekega bolj skupnostnega načina razmišljanja ali v končni fazi nekega zadružništva, ki se pač pomoč drugega pri tem delu, pri drugem delu in nekaj povezovanje bilo. Ampak se mi zdi, da danes za tem, da se
se vedno manj ljudi ukvarja s kmetijstvom, recimo, ne, pa ravno iz mest prihaja, se mi zdi, ta impuls zadružništva, medtem ko na deželi, pa se na nek način spostavlja ravno ta bolj atomiziran podjetniški duh posameznikov. Mogoče me zanimate, kako gledate na to primerjavo od zadružništva dežela in Ja, zdaj ne poznam recimo nekega pregleda statističnega, kjer se jih več razvija ali manj, ampak moja cena bi tudi bila, da se pač v mestih taj zadruge bolj razvija. Zdaj zanimivo je to, nam se zdi na prvi pogled, da so na področju kmetijstva zadruge najbolj pogoste, ampak v bistvu niso, tudi v Sloveniji, svetovno pa sploh ne. Najbolj jih poznamo, sploh zaradi slovenske tradicije, so nam kmetijske zadruge najbolj znane, pa zato, ker so posod bile zadružne trgovine in to. Drugače je pa res zdaj, da v mestih se razvija več, išče se rešitve recimo za neke povezane oblike dela, tudi digitalizacija je nekaj tega prinesla, da so ljudje ugotovili, da lahko skozi neke platforme ali skozi online povezave se hitro organizirajo recimo neke skupnosti in potem vezano na mlajše generacije, zaradi tega recimo nastajajo potem bolj v urbanih okoljih neke zadruge. Tudi za stanovanjske zadruge je to značilno, da se v urbanih okoljih razvijajo, ker so stanovanja draga. Zdaj, da bi bilo, ne bi pa reči, recimo, da bi bilo povezava, mislim, da bi se rad neka večja atomizacija na vaseh ali v mestih, da bi ne vidim čisto dobro, recimo, da bi neka taka povezava bila. Bolj za tipe dejavnosti ali pa za neke priložnosti, kjer pa lahko zadruge nastajajo. Kmetijske zadruge pač seveda nastajajo na vaseh, ker so pa bile že prej močno razvite in zdaj nastajajo pa, predvsem te ekološke pa vezane recimo na trajnostno lokalno preskrbo. V mestih pa potem bolj na drugih področjih se povezujejo bolj ustvarjalci, obrtniki mali recimo, potem sodobni prekarni recimo, delavci na različnih področjih in potem nastajajo čisto drugi tip zadrug. Tako da jaz bi ocenila, da zaradi tega v urbanih okoljih se malo več nastaja, zaradi teh priložnosti. Kakšno vprašanje? Tomaž? Tale Commons, mislim, da je to tako, tudi zgodovinsko gledano, mislim, da je ta slovenski izraz, ki je sicer prevzeti iz nemščine Gmajna, od tot je v bistvu Gemein, ta skupna zemlja, ampak mislim, da v Britaniji so imeli neko zgodovino, zdaj sem hotel pogledati, da sem to malo pozabil. V 15., 16. ali 17. stoletju so imeli res močen crackdown na te gmajnarje, ker predtem je bila pač ta ideja, da so imeli kmetje skupno zemljo in jo pač skupaj obdelovali, pa je prišla ta bolj ta feudalistična ideja pač začrtanih zemljišč in pač to. Tako da to se mi je zdelo tako kot nek pojem. Drugače pa, ko je Igor omenil ta zbor etažnih lastnikov, jaz sem o identični stvari razmišljal. Kako že imamo v resnici tu problem, pa enemu streha pušča, drugim ima mravlje, tretjemu se netopirje naselijo v kaseto roletno, ampak denarja pa ni, pa se pač upravnik odloči, da bomo cokal pofarbali. In mislim, ne vem, to veš, že pri taki stvari, ko je res ta, ko se neposredno tiče tvojih stanovanj, na nek način rabiš upravnika, da to zate dela. To se mi zdi, smo nekako zgubili. Zdaj pa je pa tu vprašanje, po moje, če je to sam naša lenoba, ali ni preprosto to, da je življenje postalo to kompleksno, da ga je težko na vseh teh nivojih upravljati. Ker to se mi zdi podobno kot tisto, ko kar potrdiš, da bo sprejel vse piškotke, da se strinja s pogoji uporabe. In to v pravni, vem, da imajo v pravni, pravo imajo tu pač, je to reflektirano kot velik problem, ta information overload, da enostavno kot subjekt pač ne moreš ta tvoja svobodna privolitev, če imaš na dan recimo 38 situacij, kjer bi moral izraziti svojo voljo ob tem, da moraš vse drugo delati, je res problem. Tu se strinjam, to je zagotovo bolj stvar teh prioritet, ker se človek odloči za obseg tistega, pri čemer bo sodeloval. In mislim, da tam pri netopirjih in coklu bi moral, da moral bi se odločiti. In vse vemo,
to je težko, ampak ne vem, statistika pravi, da med 1 do 3 ure na dan gledamo televizijo, pa ne vem, koliko ur smo na družbenih omrežjih, pa tako. Jaz mislim, da prioritete bi lahko sporedili drugače. Ne. Se pa strinjam z tistim obsegom nekega odločanja, so odločanja pri nekih mini tiskih, drobnih tiskih in piškotih in to, da je nenormalno. Je pa to v bistvu, ja, kultura, ki se lahko bolj razvija ali pa manj, ne. Imaš hiše, ki delujejo. Pa recimo stanovanjsko zadružništvo tudi to poskuša, ne, najti stik med tem, da so stavbe v tej skupni zadružni lastnini, pa da tudi skozi soupravljanje lastnine so potem tudi hkrati kot etažni lastniki nimajo zunanjega upravljavca, ampak so dejansko tudi samim sebi upravljavci, ne, in to poskušajo potem skozi to, ne, zaradi tega, ker oni to prakso, da so skupnega reševanja problemov potem več čas zdržujejo. To je, ja, isto vprašanje tiste, ne, kulture sodelovanja ali pa soupravljanja, ne. Ja, mene pa zanima, glede na to, da zdaj pomišljamo o teh socialnih alternativah, a ne, gospodarskih alternativah, a je sploh možno to početi samo na enem tiru, ne da bi hkrati posegal na to drugo stran, kjer pa je podjetništvo ustvarjano zaradi dobička, ta dobiček je pa lahko neskončen. Se pravi, mi že vidimo, kdo dobiva vojno, ne glede na to, koliko nas je, pa še ful bi mogli biti pametni, pa ful angažirani, pa televizijo bi mogli nehati gledati, ne? Ampak zamislimo, koliko lažje bi bilo, rečimo, to je zdaj samo tak sanjamo, ne? To so lepe sanje. Recimo, da bi obstajal nek svetovni zakon, ki bi rekel, dobiček ne more biti nikoli višji od toliko odstotkov, koliko je veliko podjetje. Vse ostalo pride v skupno maso. Rečiva, da obstaja ta zakon. Stvari so takle rešene. Brez vsega napora se začne denar pravilno prerasporejati, ko ga je dovolj, je tudi ljudi možno zaposliti. Se pravi, samo to, ta filozofska osebnostna dilema, ne? Toliko vse raziskujemo, toliko smo naredili, a čisto nič nismo naredili, da bi nekdo kakorkoli povedal, da je dejansko neetično ustvarjati profit. Da je to neetično. In da vsi, ki na to ciljajo, bojo na nek način, se vem, da je zdaj malo to bogokletno, kar govorim, ne? Ampak ne bi smelo biti, ne? In tega sploh noben ne upa izgovoriti, ne? No. Ja, mislim, da pač odpirate pomembno temo, ne? Ki pa je zelo težko črno-belo zaključimo, ne? Ko bi odprli razpravo z nekom, ki verjame, da pač ustvarjanje dobička pač je čist etično in bi prišel z argumenti in bi začeli presojati, pač včasih celo na koncu ugotovimo, da smo v zelo različnih moralno-nazorskih univerzovih živimo zelo težko drug drugemu racionalno do konca dokažemo eno ali drugo, ne? In potem pridemo na ta nivo tega, da živimo pač v tem svetu in iz tega izhodišča poskušamo najti neke, recimo, konsenze, kako bomo živeli in jih seveda ne najdemo, ne? Ampak koliko je lahko in pač tudi nimamo višjega razsodnika, ki nam bo dal zakon, da dobiček se lahko deli samo do tja in tja, ne? In potem je nujno, da za temi pač in na nivo nekega diskurza in z praksami pač uvajamo principe, se končni fazi zgodovina se spreminja, ne? Ni več čas enaka, ne? In to pomeni, da z nekimi praksami, jaz mislim, da vplivamo na to, da ni zaman, da ni nek trud po nepotrebnem z uvajanjem nekih novih oblik, ki recimo ne delijo dobička, pa ga zelo omejujejo in tak naprej. Pač preprosto neke take generalne rešitve, ja, mislim, ki bi si jo želeli in se strinjam z vami, ne, da pač moje osebno stališče pač je socialistično ali pa marksistično, če se tako izrazim, da ustvarjati kapital iz kapitala je pač zlo, ampak to je moje prepričanje, moje stališče, ne. Zelo težko z njim grem v diskusijo za Svetovno banko ali pa z nekom, ne. In to vprašanje, jaz mislim, da je pomembno, da človek pač prenese to razliko, jaz osebno, da prenesem to razliko med mojimi temi osebnimi stališči in potem, da živim v nekem svetu, znotraj katerega lahko nek omejen obseg nekih praks izvajam, a lahko pomagam nekomu ustanoviti neko zadrugo, nekaj prispevam, a lahko delujem znotraj nekega društva, nekaj delam, ne, recimo. In potem ta balans, ne, med tem, da ja, moj pogled ali pa moj princip tega, kaj je etično, pač
ne bo sprejeto univerzalno, da se tega zavedam, da ne bo in da ne bom uspela prepričati ljudi v to, ampak da tudi temu je smiselno pač delati neke prakse, neke aktivnosti. Še kakšno vprašanje morda? Ja, izvolite. Hvala, Karolina, zelo zanimivo. Bi me pa zanimalo tisti transformativni značaj socialne ekonomije, ki ga nisi zelo naslovila, ker je šlo malo bolj te praktične, bolj tehnikarje in tako dalje. Se pravi, v čem je, bi ti rekla, ta dodana vrednost te alternative temu, kar najbolje poznamo in kar prevladuje način organizacije proizvodnje, kot tudi to, kar potem zaznamuje naše odnose medsebojne in tako dalje. Se pravi, zdaj, če pogledam, mislim, da sem malo karikirala, ta podjetje, ker mislim, da kak podjetnik ali pa zagovornik podjetništva, kapitalizma, bi rekel, da je tipičen podjetnik je nekdo, ki ima neko idejo, kaj bi ustvaril, ali pa je prepoznal neko potrebo, in je prišel na idejo, zamisel, kako to potrebo zadovoljiti, in si sposodi denar, zato da to svojo idejo realizira, in zaposli ljudi, ki mu to pomagajo narediti, tako dalje. Spravi, zanima takega podjetnika, zanima idealizirano podjetje, kjer imaš lastnika, ki je vložil kapital in plačuje delavce, recimo, koliko pravično in tako dalje. In pa na drugi strani idealizirano zadrugo. V čem je zdaj točno ta prednost zadruge, bolje zadovoljuje človeške potrebe, bolje prepoznava človeške potrebe, se pravi, je bolj nenujno produktivna v tem smislu, da ustvarja več dobička, ampak da preprosto so vsi bolj zadovoljni, ustvarja več dobrobiti, bolj prispeva k dobrobiti, ali je to transformativni učinek na ljudi, se pravi, da preprosto postaneš boljši človek v takem sistemu, taki organizaciji, da krepito neke vrline v ljudeh, ki jih podjetje ima lastnika, kaj točno je torej izkrajšano, kaj točno je ta bonus, ta dodana vrednost Ja, se strinjam s tem vprašanjem, v bistvu malo Hudičevega odvetnika zastopaš tukaj, in je zelo pomembno, ker vedno znova pride ven, ker je zelo težko pokazati to razliko in je vedno upravičeno vprašanje nekoga, ki reče, ok, jaz sem zmišljal, da bi naredil podjetje, ali grem raje z neko skupino delati zadrugo. In lahko pri utemeljevanju tega prišli na zelo abstraktni nivo. Razlika, jaz vidim več pač teh razlik, ki bi lahko utemeljili recimo kot, z vidika družbe recimo boljše, ampak se pravi, jaz se zavedam tega, da se nahajam znotraj nekega recimo moralnega horizonta, ko k temu pristopam. In sicer podjetništvo, zanimivo je tudi to, da podjetništvo, ker gre za idejo nekega podjema človeka, ki ima idejo, da bo se podstopil nečesa in bo nekaj realiziral, v bistvu sploh niti zakonodaji, niti gospodarskem sistemu sploh nima svojega mesta. Mene je zanimivo, da smo šli ste pozagledati, da res beseda podjetje ne obstaja. To je neverjetno. In je to res ta mehki del, ali neki taki vsebinski del, ki je prišel ven skozi izobraževanje in podporo to podjetništvo, medtem ko v lastniškem smislu ali pa v smislu financ in poslovnega razvoja to sploh ni relevantno, je pa relevantnost tega vidika neke motivacije, zakaj nekdo začne. In razlika v bistvu je ta tudi, potem pač prva razlika je ta namen, neka individualna zgodba, ki ima nekdo vizijo in to uresničuje,
in pač plača zaposlene in jih tudi, če jih plača pošteno, še zmeraj recimo element ekonomske demokracije, o katerem sem govorila, jaz mislim, da je ključen, ki prenaša pravzaprav odgovornost na vse deležnike v procesu. Če mi rečemo, da se ekonomija, da tudi podjetnik dela znotraj spektra zadovoljevanja nekih potreb in da se te potrebe pravzaprav tudi ustvarjajo skozi podjetništvo, ne samo prepoznavajo, ne, se pravi, da nastajajo nove, ki so lahko tudi čisto fiktivne. Vemo, da pač veliko podjetništva ustvarja produkte, ki jih ne rabimo. Se pravi, ti elementi, recimo, kar se tiče izhodišnjega vprašanja, kaj so potrebe, če na nivoju zadruge izhajajo iz uporabnikov, članov, zaposlenih, bo drugače identificirane, kot če izhajajo iz podjetniške ideje, ki je lahko adrenalinsko motivirana ali pa kapitalsko motivirana, ali pa se vemo, eni podjetniki so čist innovation driven, se pravi, hočejo nekaj odkriti, to želja, ne? In pravzaprav je to čist drugi spekter neke motivacije nastajanja nekih novih produktov ali pa recimo največ novih podjetij, startupov, pa tudi nekega kapitalskega investiranja največ. Velik obseg nastaja na nivoju recimo nekih aplikacij, iger in nečesa, ki pravzaprav ne izhajajo iz potreb, kot bi ljudje recimo zasnovali. Tu vidim recimo en pomemben vidik, zakaj zadružništvo. Seveda pa z vidika podjetnika, ki izhaja iz čisto druge svoje perspektive in kot tak, on popolnoma ne bo prepoznal nobenega smisla, da gre z neko skupino delati zadrugo. Ne vem, bi bil zanimiv eksperiment, pa bi šli ljudje zadrugo za računalniške igre delati, recimo ekologijo, na primer. Razen, če bi bila zgolj za ustvarjanje delovnih mest. Potem pa še en element, ki se mi zdi, da je korak naprej, da podobno kot pri demokraciji. Pač, lahko bi rekli, če imamo razsvetljenega absolutista, bo čist vredo, da imamo absolutizem. Jaz mislim, da je to isti element. Če imamo podjetnika, pogosto se zgodi recimo družinska podjetja v kakih vaških okoljih, ki so zelo, bomo rekli, že blizu nekemu konceptu socialnega podjetja, res dobro počujejo ljudi, vpeti so v okolje, financirajo lokalna društva, niso neki grabežljivci, da bi samo za sebe. Tako podjetje bi rekel super, mislim, to je zelo blizu temu, kar hoče biti socialna ekonomija. Ampak še zmeraj pač, to je podobno kot je razsvetljenje absolutisti, pač še zmeraj absolutizem, ki je razsvetljen. Jaz mislim, ta element, da se pač čim večji spekter te odgovornosti ali pa čim večji nivo odgovornosti in za lastništvo, in za upravljanje, in za razvoj vsebin, se pravi, katere produkte razvija neko podjetje. Se pravi, na vseh treh nivojih lastnina, upravljanje in vsebina, recimo podjetja, da prihaja iz tiste skupine ljudi, ki se jih dotika, zaposlenih, uporabnikov, in da potem pride do tega elementa prenosa pač polnomočenja, prenosa moči na to skupino, da sama odloča, kaj rabi, na kak način in da stoji za tem, da je ta opolnomočenost v bistvu neke vrste vrednota po sebi, pa ima hkrati tudi neko vrednost zaradi pač pelje drugačno razvojno pot, kot pa pelje podjetniški pristop k začenjanju nečesa. Ne bi se pa postavila za izven tega, rekla, da je eno boljše kot drugo, ampak z vidika recimo z vidika tega, da se skupnost sama odloča za to, kar rabi, na kak način bo temu sledila. Sam en medklic, ampak verjetno prevzem motivacijski faktor je tudi prevzem tveganja oziroma razporeditev tveganja. Jaz bi rekla samo mogoče svojo izkušnjo še k tej debati, ker sem dejansko delovala znotraj zadruge kar par let in se mi zdi, da tako kot si večkrat ti naredila primerjavo z društvom. Zadruga, to so ljudje, ki enako kot pri društvu imaš neki skupni interes, se ti zdi, da obstaja neki manko, neka vrzel, ki jo želiš zapolniti. Ampak se vsem nekim motivacijam, ki so pri ustanavljanju recimo društva, pridruži še neki ekonomski interes morda. In v tem primeru
se mi zdi zadruga dober način, da ti si v bistvu ne želiš sam odločati in tudi sam nosi tudi odgovornost, ne, za uspeh ali neuspeh, ampak si želiš dejansko delati s drugimi ljudmi, biti del nekega večjega kolektiva, ki skupaj odloča in skupaj dela in skupaj ustvarja in si morda enkrat bo skupaj tudi delil. In celo si pripravljen na to, da najbrž si pa tudi ne bomo delili, sicer v teh aktih se nekako določiš, a se obenem zavedaš tega, da v bistvu, če bomo kdaj prišli do nivoja, da bomo lahko vsi tu zaposleni, pa bomo lahko živeli od tega, to je za nas dovolj, vse, kaj bomo naredili več, si želimo vložiti nazaj v zadrugo. Tako da, to se mi zdi, da je ni to mogoče za isti profil ljudi, kot je klasično podjetništvo. Čeprav na koncu si podjetje kot vsako drugo in se v bistvu moraš podjetniško obnašati in moraš biti usmerjen k temu, da dobro posluješ. Hvala. Izvolite. Ste še odpeli eno vprašanje? Ja, mene zanima tole, ne? Če skozi to, kar ste govorili, se izkaže, da je to zadružništvo pravzaprav zelo koristna zadeva in da bi bilo dobro, da se bolj promovira. Mojih 4 vnuki, 3 vnuki so končali srednje šole, pa v teh zadevah potem, ko se odločijo o tem, kaj bo v življenju počeli, niso slišali še ničesar, ne. Zato je zelo težko pričakovati, da se bo ta alternativa lahko kot možnost za tiste, ki jih to res zanima, uveljavlja, ne? In to je to, o čemer ste vi govorili, da pravzaprav so samo taki zelo redki poskusi na nekih posameznih šolah, da se to promovira. Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje, kaj bi dosegli s tem, če bi te zadeve kot neko realno silo za razvoj družbe vključili v izobraževalni sistem. To znanje o zadružništvu pa informiranje. Ja, mislim, prej smo že malo pač omenili, ne, zelo težko je spraviti stvari v učne načrte na tem najvišjem nivoju, to dolgo traja, pač trudimo se, ker slišimo, da kdo ima kak vpliv na to, da bo se kaj kam premaknil zagotovo. Nekaj se pravi na fakultetah, se je nekaj malega zgodilo v srednjih šolah, pa bolj tak. Zdaj, da bo to pristalo v učnih načrtih, se bojim, da nekaj časa še ne, mogoče se bi znalo čez čas, ki je prijet ob drugih podjetniških, recimo neznanih. Jaz mislim, da v bistvu prednost danes je ta, da je pač veliko dostopnega, če nekdo malo brska, ne, recimo, da je to neka prednost, ne. Igor je prinesel 2 knjige iz knjižnice, ne. Te informacije, obstaja nekaj tak podpornega okolja, no, nekih organizacij, ki to razvijajo, ne, da tista prva informacija, da mlad človek sliši, da ni nujno, da začne podjetje, da mogoče, tako kot je rekla Martina, ker če bo nekdo imel izhodišče, tako kot je prej sugeriral Friedrich, da bo kot podjetnik nastopal, ne, se pravi, da bo začel ta podjemnik, on hoče to zgodbo, ne, kot vidimo v teh startupih in v filmih in ne, kot potem postanejo pač ti nosilci nekih teh svojih zgodb. Če ima ta individualni pristop, pač mogoče podobno, kot ne vem, če se odloči za individualni šport, pač ne boš potem šel v košarko ali pa odbojko, ne. Martina je pa rekla, če pa imaš skupino, ki ima skupni interes, in to je zelo pomembno, mogoče, da potem do mladih ljudi, ki se izkaže, da imajo nek skupni interes, da mogoče do te prve informacije pridejo, ne. Kar pa bo najverjetneje prišli skozi take bolj priložnostne, ne, trenutke, da je nekdo nekaj slišal, da je nekega organizacija, mogoče bo kak učitelj v šoli to omenil, ne. Želimo si, da bi bilo več, ne, ampak zagotovo ne bomo pričarali, da bi to pristalo v učbenikih, ne. So pa pač skupine ljudi ali pa profili, ne, recimo ljudi, ki pa iščejo tako priložnost, da bi začeli, ne. Nas mečeš ven, še smemo? No, jaz bi sam to, ker nimam zdaj ravno veliko, nekaj malega izkušenj pa imam z šolskim sistemom in spremembami učnih načrtov in za čisto to birokracijo.
In v resnici je pri naš šolski sistem pravzaprav razdeljen na 4 nivoje. Eno je predšolska vzgoja, potem imamo osnovno šolo, srednjo šolo za gimnazijo in pa visokošolsko izobraževanje. In v tem vmesnem delu karkoli spremeniti na ravni učnih načrtov je zelo, zelo težko. Zaradi tega, ker se kurikularne prenove dogajajo na vsakih 10-15 let. In takrat moraš ravno ujeti tisto točko, poznati koga, ki je mogoče v predmetni razvojni skupini ali pa v tej komisiji, ki bo sestavila nov učni načrt in takrat stvari spremeniti. Sicer je pa zelo težko. Najlažje je to v bistvu na ravni fakultete ali pa na nek način na način neformalnega izobraževanja. Tako da to, recimo na fakulteti lahko ti učne načrte spreminjaš praktično vsako leto, pa vsake 2 leti, medtem ko v osnovnih šolah in v gimnazijah je pa to v resnici zelo, zelo težko. Ti, če hočeš sam par besed izven dati iz predmetnega izpitnega kataloga, rabiš recenzente, mora iti skozi vse postopke, traja okrog 1 leto, da se bo čez 2 leti poznalo ena res mala stvar. Tako da, mi imamo to javno šolstvo, kar je velik plus, je v resnici super stvar in mislim, da se moramo zanj boriti, Njegov minus je pa ta, da je relativno okostenela stvar in da je zelo, zelo odporno na spremembe in na nove iniciative, Tako da v praktičnem smislu to ne gre, pozabi. Samo na vsake toliko se lahko to spremeni in mislim, da je največ naredimo s takimi, pač takim nekim neformalnim osveščanjem, izobraževanjem in potem, čez nekaj časa, da se te stvari uveljavijo. Tu je mali, mislim, ta nišni moment, kjer se da stopiti, je pač izobraževanje učiteljev. Ja, tako. Recimo ta primer, ko sem omenila Ptujska ekonomska šola, potem je njihova mentorica za ta učna podjetja v KATIS, katalog je za izobraževanje učiteljev, vnesla, da ona druge učitelje na ekonomskih predmetih v srednjih šolah lahko učijo o tem, kako naj naredijo zadrugo kot podjetje. Mislim, to je čisten tak element, ampak kar imamo ženske mreže, ki imajo v KATIS-u neke programe, ki tudi vključujejo ekonomsko demokracijo in te stvari, in poleg, mislim, da kritične pismenosti imajo to uvrščeno. In potem skozi izobraževanje učitelja lahko pridejo te vsebine in se ni nujno, da imamo pač v predmetnik zadružništva, lahko so to vsebine pri različnih predmetih, kjer potem se uporabljajo kot primere, kot modele, kot opcije. Tako da skozi izobraževanje učitelja se bolj nekaj lahko tudi. Hvala. Še? Če ne, potem bi se jaz vam vsem zahvalil, da ste prišli. To smo danes imeli 3. predavanje z cikla filozofije med knjigami. Jaz sem zelo vesel, da Mariborska knjižnica v sodelovanju s Slovenskim filozofskim društvom, katerega predsednik je tudi danes z nami, organiziramo ta predavanja. Zdaj, če bodo šli vsi dogovori, kot morajo, bomo imeli novembra, mislim, da še en pogovor. Gost, če ni zdaj čisto določen, ampak spremljajte novice na straneh Mariborske knjižnice, na straneh Slovenskega filozofskega društva, tudi za kakšne druge dogodke, seveda tam najdete informacije, tako da, ko bomo novembra spet tukaj, ste vsi lepo vabljeni. Hvala, Karolina, tebi še enkrat. Hvala za vabilo. Z veseljem. To je bilo to danes. Korenika je tudi socialno podjetje. Vidiš, je socialno podjetje. Smo teorijo in prakso združili. Vse ne skulimo. Ja,